Zadružništvo v Sloveniji gradimo že 140 let. Njegove korenine segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko dozorijo gospodarske in družbene razmere za razvoj zadružništva. Prvi zametki zadružništva se pojavijo v sirarskih družbah na Tolminskem in Bohinjskem. Iz njih se kasneje razvijajo zelo uspešne mlekarske zadruge. Leta 1872 je ustanovljena prva kreditna zadruga v Ljutomeru. Ključno vlogo v zgodovini slovenskega zadružništva imata brata Jože in inženir Mihael Vošnjak. Na njegovo pobudo je bila leta 1883 ustanovljena prva zadružna zveza, Zveza slovenskih posojilnic v Celju. Dr. Janez Evangelist Krek je zaslužen, da je zadružništvo na Slovenskem preraslo v množično gibanje. Na prelomu 19. in 20. stoletja kmetje začnejo vstopati v kreditne zadruge, ustanovljene po Raiffeisenovih načelih. Zadružništvo pridobiva socialno naravo. Zadružništvo prva leta po drugi svetovni vojni postane opora državnemu gospodarskemu sektorju. Leta 1946 je sprejet temeljni zakon o zadrugah. Država izvede agrarno reformo. Po več kot 10-letnem premoru, leta 1972, kmetijske in gozdarske zadružne organizacije ustanovijo Zadružno zvezo Slovenije, ki jo prvi vodi Andrej Petelin. Po 8 letih vodenja za njim prevzame vodenje Nande Vode. Za tisti čas, ko sem bil jaz, je bilo značilno to, da smo skupaj z ostalimi zvezami poskušali kar najbolj uveljaviti kmečke zadruge v gospodarstvu, novem gospodarstvu, ki se je takrat pojavilo. Z ustanovitvijo Zadružne zveze Slovenije se slovenski kmetje ponovno organizirajo. Kmetijska svetovalna služba začne delovati v okviru zadrug. Zadruge in njene hranilno-kreditne službe odločilno prispevajo k pripravi in izvedbi številnih investicij na kmetijah in k množičnemu tehnološkemu posodabljanju kmetij. Denar za te namene so zagotavljali v prvi vrsti kmetje sami s hranilnimi vlogami pri hranilnih službah, sodelovali so tudi s svojimi sredstvi poslovne banke in pa država je regresirala v obrestne mere, tako da so bili kreditni pogoji zelo sprejemljivi. Kmetje so se pridno posluževali teh kreditov za modernizacijo kmetij, nabavljali so kmetijsko mehanizacijo in pa takrat se je začela intenzivna obnova hlevov. Takrat so to delo organizacijsko prevzeli hranilno-kreditne službe ob izdatni strokovni pomoči kmetijske svetovalne službe. Bistveno se izboljša socialna varnost kmetov. Pomembna skrb se namenja razvoju hribovitih in gorskih območij. 80. leta so pomenila za slovenske zadružnike predvsem izziv v pridelavi domače hrane, pri smeri samooskrbe. Tu smo bili predvsem uspešni in mislim, da smo se tudi dovolj kvalitetno pripravili na tržne izzive, ki so nas čakali v trenutku osamosvojitve Slovenije. Leta 1992 je sprejet zakon o zadrugah, ki ureja postopke za vračilo zadružnega premoženja in udeležbo zadrug v živilsko-predelovalni industriji. V začetku 90. let 20. stoletja se oblikuje zadružni poslovni sistem, ki je za slovensko kmetijstvo in podeželje nujno potreben. Ta lastni poslovni sistem je podkrepljen predvsem z načinom privatizacije, ko smo pridobili odvzeto zadružno premoženje in ustanovili lastno družbo za upravljanje. Da ne bi ostali brez finančnih sredstev, smo zelo razvit hranilniški sistem dopolnili z lastno zadružno kmetijsko banko in ustanovili svojo blagovno centralo, zadružno kmetijsko družbo, s katero smo ustrezno kupovali reprodukcijski material za kmete in uspešno plasirali naše viške. Končali smo z lastno zavarovalnico in vse to nam je pomenilo zelo dobro materialno osnovo za izzive, ki so nas čakali na novem, širšem evropskem trgu. Danes zadružni poslovni sistem sestavljajo kmetijske in gozdarske zadruge, ki so povezane v Zadružno zvezo Slovenije, in finančni organizaciji, Kapitalska zadruga in Deželna banka Slovenije. Zadruga je oblika sodobnega podjetja, ki temelji na zadružnih vrednotah. Vanjo se člani združujejo prostovoljno, z namenom, da bodo skupaj uspešnejši na trgu. Še posebej to velja za majhne in srednje kmetije, ki kmetujejo v hribovitih in odročnih predelih.
Zadruga v hribovitih predelih kmetom pomeni lahko zelo veliko, predvsem zaradi tega, ker so kmetije v teh predelih, kjer živimo mi in delujemo, dejansko majhne. In kot majhna kmetija, ki producira ali živino, mleko, nima veliko proizvodov, skozi zadrugo pa se združujejo te proizvodi in tako lahko nastopamo na trgu. Zadruge na pasivnih področjih so še toliko bolj važne za člane, proizvajalce in druge, ki z njo sodelujejo, predvsem zaradi plasiranja njihovega proizvoda, njihovih izdelkov na tržišče, katero je širše, ne samo ožje domače, predvsem zaradi tega, da je ta plasma varen tudi iz vidika plačil in da je ta plasma možno dolgotrajno imeti nekje v svojem poslovanju. Člani zadruge so hkrati njeni lastniki, upravljavci in poslovni partnerji. Člani upravnega in nadzornega odbora so odgovorni tako za vodenje podjetij, zadruge in odgovorni so potem članom zadruge, da je njihovo mleko plačano dobro, da je njihovo meso plačano dobro in to v čim hitrejšem času. Če si sami ne bomo pomagali, sami organizirali predelave in potem tudi prodaje, potem hribovskega kmetijstva v teh krajih ni. V Sloveniji deluje skupaj 355 zadrug, od katerih se slaba tretjina ukvarja s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo. Zadruge oskrbujejo kmetije in podeželje ter so pomembne odkupovalke številnih kmetijskih proizvodov. Odkupimo in prodamo kar 3/4 kakovostno pridelane slovenske hrane. Naše slovenske zadruge so izrednega pomena glede odkupa, cene in vseh ostalih artiklov, ki jih naši kmetje v sami majhnosti pridelamo, in enostavno ne morem si predstavljati, da bi naše kmetije bile same na trgu in bi bile uspešne v tej globalni Evropi. Dejansko brez zadrug si naši kmetje tudi ne morejo predstavljati obstoja samega podeželja, ki ga tega trenutka kroji evropska politika. Odkupne postaje v kmetijskih zadrugah so zelo pomembne za kmete, pridelovalce, ker s tem, ko oddajo svoje blago na odkupno mesto, jim ni potrebno več skrbeti za trg, ampak se lahko posvetijo naprej svojemu delu, ki ga znajo zelo dobro upravljati. Kot pomemben člen prehranske verige, zadruge odkupijo 83% vsega mleka, 94% klavnega goveda, 80% grozdja, polovico koruze, pšenice in drugih kmetijskih pridelkov. Prav tako skrbijo za oskrbo kmetij, sredstvi za pridelavo in zaščito kmetijskih pridelkov. Tukaj gre za oskrbo z repromateriali, zaščitnimi sredstvi in pa kompletnem odkupu poljščin, živine in pa vsega ostalega, kar je ponujeno iz naslova kmetijske proizvodnje. Premalo se zavedamo skupnih nastopov v skupni nabavi repromaterialov, zaščite in pa umetnih gnojil, saj tako bi racionalnejše pokoristili vse tisto, kar bi nam bilo ugodnejše ponujeno strani dobaviteljev. Zadruge v okviru svojih dejavnosti združujejo tudi predelavo grozdja, mleka in mesa. So pomembni lastniki slovenske živilsko-predelovalne industrije. V lasti imajo več kot 350 trgovin, prek katerih oskrbujejo podeželje, ter prispevajo k njegovi ohranitvi in poseljenosti, saj zaposlujejo 3000 ljudi. V Beli krajini je zadruga prevzela klet, odkupovala grozdje, s tem, da je ustvarila določene blagovne znamke, s tem, da je se izvajala komasacija na tem področju in s tem, da se je razvilo vinogradništvo zelo kvalitetno panogo. Mislim, da so zadruge in zadružne kleti sposobne konkurirati, vse imajo blagovne znamke, se imajo znanje, se imajo svoj kapital in mislim, da bojo lahko še tudi bodoče nastopali na tem slovenskem trgu in da bojo še naprej ljudje lahko živeli tudi v tej panoge. Naša klavnica je odkupila vso živino, ki je bila na voljo na tem področju in jo tudi
plačala v dogovorjenih rokih. Poleg tega opravlja tudi uslugo klanja za nas kmete. Vključuje se tudi v lokalno oskrbo na tem področju Posavja in pa enega dela Dolenjske in s tem oskrbuje vse te ustanove z doma pridelano hrano. Za večjo konkurenčnost na trgu se zadruge med sabo povezujejo, kar prinaša številne prednosti. Prednosti združene zadruge so v tem, da pač imamo večji proizvodno in s tem večji nabavo, večji prodajo in pač večje pogajalske možnosti pri naših dobaviteljih in pri naših kupcih. Skupaj imamo tudi večji vpliv pri živilsko-predelovalni industriji, ki imamo pač večji procent. Še največ je pa vredno to, da smo združili tudi kadre in ti kadri se lahko daj posvečajo vsak svojem področju in tudi dobivajo organi upravljanja veliko kvalitetnejše predloge za odločitve. Za razvoj podeželja so še kako pomembni mladi, ki v dobrem sodelovanju z zadrugami pridobivajo dragocene izkušnje. Prihodnost mladih kmetov in prihodnost zadružništva je odvisen v dobrem povezovanju, sodelovanju in pa v skupnem nastopanju na slovenskem in pa evropskem trgu. Zadružna zveza Slovenije je krovna organizacija slovenskih kmetijskih, gozdarskih in ribiških zadrug. Prostovoljno povezuje 73 zadrug, ki letno ustvarijo več kot 700 milijonov evrov prometa in 2 podjetji, ter združuje 16 tisoč članov. Leto 2012 je leto pomembnih obletnic. Organizacija Združenih narodov je letošnje leto razglasila za mednarodno leto zadrug. To ni slučaj, kajti v tem času hude gospodarske in finančne krize v svet nekako ugotavlja, da je zadružna ideja tista, ki na dolgi rok na najbolj primeren način rešuje socialno stanje v družbi. Zadružna zveza Slovenije praznuje 40 let ponovne ustanovitve zadružne zveze in pa v Sloveniji praznujemo letos kar 140 let, odkar je bilo ustanovljeno organizirano zadružništvo v slovenskem prostoru. V teh 140 letih je zadružno gibanje v Sloveniji odigralo izjemno pomembno vlogo. Še posebej teh zadnjih 20 let samostojne Slovenije, ko se je država Slovenija odprla globalnemu trgu in smo bili nekako soočeni z izjemno trdo, kruto tujo konkurenco. Zadruge v slovenskem prostoru smo se uspešno soočili s temi izzivi. Kljub hudim težavam smo v teh letih povečevali skupni promet, povečevali skupno premoženje, postali večinski lastniki v Deželni banki Slovenije, ki je ključnega pomena za financiranje kmetov in pa zadrug v tem slovenskem prostoru. Zadruge smo največji lastniki v podjetjih živilske industrije v slovenskem prostoru. Pred nami so pomembni izzivi. Še več bomo morali postoriti na našem povezovanju, tako na področju prodaje kmetijskih proizvodov, kot na področju nabave repromaterijala. Še več bo potrebno storiti na izobraževanju naših članov, še več bo treba postoriti, da čim več mladih vključimo v naše zadruge. Skratka, brez zadrug, ki so članice zadružne zveze, ki upravljajo pomembno vlogo v tem kmetijsko-podeželskem prostoru, si razvoja kmetijstva v Sloveniji ne moremo predstavljati. Zadruge v svetu povezujejo milijardo članov in zaposlujejo za petino več ljudi kot vse svetovne multinacionalke skupaj. So temelj evropskega in svetovnega gospodarstva. Slovenske zadruge so polnovredne članice Mednarodne zadružne zveze in Evropskega združenja kmetijskih zadrug Kožeka, ki mu predseduje Paolo Bruni. In questi anni per me è stato un piacere venire spesso alle vostre organizzazioni cooperative, ai vostri eventi, nel programma Kožeka che porteremo avanti ancora per l'anno 2012 e 2013. Ci siamo dati 2 obiettivi in particolare: portare a compimento la PAC, la politica agricola comune, quella che ci accompagnerà dall'anno 2014 fino all'anno 2020, dove dobbiamo cercare di far emergere dentro la proposta della PAC alcuni concetti importanti per la cooperazione agroalimentare: più innovazione, più ricerca, più visione verso il mercato. E l'altro grande capitolo sul quale stiamo lavorando, come sa bene anche Peter Brisk,
è quello del riequilibrio della catena del valore. Quindi dobbiamo riuscire a riequilibrare questo diverso potere contrattuale che vede oggi ancora troppo spesso l'agricoltura soffocata dallo strapotere della grande distribuzione. Del resto devo ammettere, e ringrazio Peter Vriske di questo, che la Slovenia è uno di quei nuovi paesi dell'Unione Europea più presente in tutti i lavori che facciamo a Bruxelles, più presente nel dibattito comunitario. Quindi guardo alla Slovenia come uno Stato che dà un valido suggerimento, un valido esempio verso quella coesione europea tanto necessaria. Poseben pomen zadrugam daje tudi dr. Danilo Tirk, predsednik Republike Slovenije, ki je prevzel častno pokroviteljstvo Mednarodnega leta zadrug 2012 v Sloveniji. 140-letnica organiziranega zadružništva v Sloveniji je dobra priložnost za razmislek o pomenu te gospodarske in družbene dejavnosti in o poti naprej. Pred nami so pomembne naloge. Povečati moramo samooskrbo s hrano, zagotoviti socialno varnost in zaposlitev čim večjemu številu ljudi in izboljšati skrb za okolje. Pri vsem tem lahko Zadružna zveza izjemno veliko prispeva in prepričan sem, da bodo razprave, ki jih imamo v ta čas, pomagale, da se bo to tudi res zgodilo. Zadruge so v negotovih razmerah tiste, ki pomagajo kmetom, zagotavljajo pridelavo slovenske hrane in skrbijo, da slovensko podeželje ostaja obdelano in poseljeno. Skupaj gradimo našo prihodnost z vrednotami, ki že 140 let združujejo. To so solidarnost, vzajemnost, pravičnost, demokratičnost in enakopravnost. Tradicija, znanje in izkušnje naj bodo naša popotnica za boljšo prihodnost.